Stojim na mejniku Evrope. Vse pečine nad oceanom razgaljajo svoje kameno-rumeno okostje in okrasto rdečo meseno prst. Okostje drobijo udarci valov, meseno prst pa ga utaplima. Velikanski ocean se izmika pogledu, potem pa se hočeš nočeš odtisne v zenično lino. Od tu prodre v notranjost in preplavi razum. In samo stožčasti ognjeniki Madeire in Kanarskih otokov bodo kot miselni okruški prodrli na površje. Okruški polni vse prisotne odsotnosti in praznega obzorja, ki jo mora domišljija premagati in kot Atlantida prerasti gladino. Kot novi kontinent, kamor še ni stopila človeška noga s kartografskim kompasom in šestilom. To je konec Evrope. Ko se ozka obala spremeni v zgrbančeno celino, se zaveš, da svetovni otok ni plod domišljije angleških romantičnih geopolitikov začetka prejšnjega stoletja, da to ni navadna obala, temveč njegova resnična meja. Iz tajge in tundre si prišel, da odkriješ Heraklove stebre in svet Atlantov, na katerih sloni mračni nebesni svod tvoje dežele, da s pljuči Gibraltarja zajameš poživljajoč sredozemski zrak, a si namesto na to stransko pregrado naletel na rob sveta. Za ruskega človeka je kot nekoč za stare Grke tu še vedno meja ekumene. Ta mejnik je preizkusni kamen. Samo za mrliško bledim oceanom se skriva novo, drugačno življenje. Stanovitnost kopnega in zemlje pretrga nestanovitni ocean, ki zahteva duševni napor in dosego pomembnega cilja. Šele takrat se lahko ločiš od varnih tal in stopiš na valovito palubo. Stojim na meji, ki bo odskočna deska v prihodnosti samo, če jo prečkam lahkega srca in mi ne obleži na duši. A moja duša je polna spominov na pokrajine arktičnega kroga, na njihovo nemo koprnenje po besedah, zaslepljujočo snežno belino nepopisanega lista in na nekakšno bleščečo črnino, ki se bo zdaj preobrazila v plameneče oglje, v črnino noči in rudnika, kjer je zrak z vsakim vdihom bolj osiromašen in obsojen na mrak. Odpravil sem se na konec sveta, kar pomeni, da imam cilj za hrbtom in se moram obrniti. In ker se je potovanje končalo, je napočil čas, da se z besedo vrnem nazaj. Nenadoma me je spreletelo že davno dozorelo občutje, da sem bolj evropski od prebivalcev dežele, ki imajo z balkona prvovrsten razgled na Atlantik. Bil sem na drugem koncu Evrope, ki ga zahodno-sibirskega močvirja ločijo samo skalne police. Videl sem mračna zakotja evropskega kontinenta z ogrofinskimi skladovnicami, zaledjem in temelji vred. Stal sem na severnih vrhovih Uralskega grebena, kjer se Evropa stika z Azijo. V evropskem delu rastele od vetrov prebičana pritlikava breza, na azijskem visoke čvrste cedre, ki jim kamen ne more do živega, na nebu, nad gorami, pa z dveh velikih ravnin trčita nevihtni fal. Na azijskem visoke čvrste cedre, ki jim kamen ne more do živega, na nebu, nad gorami, pa z dveh velikih ravnin trčita nevihtni fronti. Prav tam, kjer slabi življenjska moč Evrope, kjer na eni strani uspevata samo jagelj in lišaj, kjer z druge strani grozi premoč s travo in drevjem poraslega azijskega sveta, prav tam
sem prvič občutil svoje evropske korenine. Med počasnim gibkim spopadom oblakov sem se zlil z zahodnimi prišleki iz Inte in Pečor. Po zaslugi Uralskega grebena, vozlišča svetov, sem se naučil ločevati med tujim in svojim. Kajti samo tam se čuti zavozlajo, staknejo, izostrijo in ne razsvetlijo le duha, temveč tudi telo. Tvojemu grlu, želodcu in celotnemu črevesnemu traktu se kot tujek upre okus azijske reke. In ko si hočeš na sredi grebena v mislih in z besedami priklicati črke, te doleti spoznanje, to je rob jezika. Pot od roba jezika na obrobje Evrope vodi samo še do sibirskega močvirja. Šele tu izkusiš, da je resnično nem samo kdor govori v prazno. In zaveš se, da je tvoja edina domovina jezik, da si z njim deliš pomanjkljivosti in vrline, da brez jezika ne obstajaš. Spominjam se zgodnje ledeno mrzle pomladi, ko sem obiskal neko vas. Kmečke hiše so se šibile pod težo ledeno sivega snega. Cesto pa so prekrivale zaledenele sledi valjenkov in sani. V kosmat, apnenčasto klobučevina zimski sen oviti domovi so se začeli godrnjavo prebujati v zgodnjo pomlad. Vaško šolo so zaradi skromnega obiska pred kratkim zaprli. Pročelje stare vile so zabili z deskami. Zapuščena in tako rekoč odslužena šolska graščina na griču je že nekaj mesecev privabljala številne poglede. Na Čolsko palisado je zrastel spomenik kozmonavtu na srebrnkastem piedestalu v barvi skafandra, ki je očitno pristal prav tam, kjer ni bilo od njega nobene koristi. V šoli je kljub ledeno mrzlemu mrazu smrdelo po vlažnih tapetah in miših. O peči na hodniku je na taburetu sedel čuvaj. Mož z valjenki, podloženimi hlačami, jakno in ušanko. Podnice so škripale, kakor kreda na obrabljeni tabli. Skozi ključavnico pa ni bilo videti drugega kot klopi in okorne, težke stole, primernejše za torbe kot otroke. Na eni od klopi je ležalo ravnilo, ki ga je učiteljica nič hudega sluteč pozabila na mizi. Ob peči je torej sedel čuvaj, ob steni pa so ležali kupi zanemarjenih in počečkanih učbenikov z kdo ve koliko različnimi prstnimi odtisi in naslovom Materinščina za 4. razred. Čuvaj je vsakega posebej pretrgal na pol, zmečkal liste, da bi čim bolj gorelo, nato pa jih zmetal v peč. Šolo so zaprli, je rekel. Drv nam ne dajo. Tako jo ogrevamo. Segreti je ne moremo. Knjižnica je velika. Do aprila imamo zalogo. V zapuščeni šoli so kurili z ruskim jezikom. Kako sem v otroštvu sovražil te knjige z navodili odgovori na vprašanja, s poudarjenimi odstavki za preverjanje znanja, predvsem pa to velikansko, nebogljeno in od resničnosti oddaljeno, izumetničeno otroško pisavo. Najraje bi zaihtel, ker so zdaj vse besede bile odveč, ker beseda ni konj. Na Privolški vasi sem sredi mladega brezovega polja, osvobojen metaforičnosti in scholastičnosti, spoznal, kaj pomeni materin jezik. Kar naprej sem ponavljal besede breza, sneg, drevo, nebo, cesta, ogenj, dim in mraz, ki me spremljajo, odkar vem zase. Naenkrat so se breza, sneg, drevo, nebo, cesta, ogenj, dim in mraz razrastli
in kot materializirana energija dobili otipljivo podobo z mogočnim simfoničnim zvenom, brez kančka kakofonije, ki bi pregnala mraz, pogasila ogenj in razkadila dim. Prosojne besede so rahlo vzvalovile in zaplamenele, njihov ponavljajoči se ognjeni zven pa je bil tako mogočen, da je kot zračni mehur v dragulju, ki lomi svetlobo, rojeval nove in nove pomene. Ta hipni zračni mehur je kot zrak, starejši od najstarejšega kamna in minerala. In ta hipni, starodavni vdih je kot neodtujljiva duša. Po njegovi zaslugi pristne življenju in smrti zapisane besede. Spoznal sem, da je ruski jezik moj dom in domovina, njegovi govorci pa moj narod in družina. In ne pišem, kar mi tako narekuje spomin, temveč jezik, ki svojim obstojem osmišlja besede.